Že pod prejšnjo Evropsko komisijo je bilo v okviru strategije od vil do vilic napovedano in kasneje tudi v resnici potekalo preverjanje evropske zakonodaje o dobrobiti živali. Slednje se je v letu 2022 nekako zaključilo, lahko rečemo. Skupaj s tem pa smo zdaj že 2 leti priča oblikovanju novih zakonodajnih predlogov za različna področja dobrobiti živali, ki se prek uredb, ki jih sprejmeta tako Evropski svet kot tudi Evropski parlament, v zaključni fazi potem implementirajo tudi v zakonodaji držav članic. Postopek ponavadi poteka tako, da Evropska komisija pozove agencijo EFSA, da oblikuje oziroma pripravi smernice, ki naj bi zagotavljale znanstveno podlago za zakone in predpise o zaščiti živali, pa tudi o zaščiti evropskih potrošnikov pred tveganji, ki so povezana s hrano. Ponavadi v taki obrazložitvi nove zakonodaje piše, da zahteve temeljijo na ugotovitvah znanstvenega in tehnološkega razvoja, premikih v družbenih preferencah in tudi vse večjih izzivih glede trajnosti kmetijstva. Vsi ti novi predpisi se sklicujejo tudi na strategijo od vil do vilic, ki zahteva, da je, navajam, treba pri spremembah zakonodaje upoštevati najnovejši znanstveni napredek na področju dobrobiti živali in se odzvati na javne, politične in tržne zahteve po višjih standardih na tem področju. Nikjer v vsej tej verigi na začetku ni kmetov in ni kmečkih stanovskih organizacij. Slednji ponavadi postanejo deležniki šele, ko se začne oblikovati sama zakonodaja oziroma ko država članica začne z implementacijo zahtev v svojo zakonodajo. Kot je uradno jasno že od lanskega majskega zasedanja kmetijskih ministrov Evropske unije, se Slovenija zavzema za to, da dobrobiti živali ostane prioriteta tudi tega zdaj aktualnega programa Evropske komisije. Maja naj bi državno komisarko Ivo Knez pri tej pobudi podprlo 23 predstavnikov, ki so se zavezali, da bo dobrobit živali tudi v prihodnje, tako piše na spletni strani kmetijskega ministrstva, pomembna tema v skupnih pogovorih z Evropsko komisijo. Strinjali so se tudi, da je treba še naprej delati na pripravi nove zakonodaje, ki mora upoštevati vse vidike, tako družbene kot ekonomske, tako so takrat zapisali v sporočilu za javnost na kmetijskem ministrstvu. Tudi pri nas, torej v Sloveniji, je vse pogosteje slišati o tem, da mora biti reja domačih živali v skladu z družbenimi zahtevami. S tem se je ukvarjal tudi ciljni raziskovalni program, ki ga je 3 leta vodila veterinarska fakulteta in katerega namen je bil pripraviti izhodišča, s katerimi naj bi podkrepili sprejemanje nove slovenske zakonodaje na področju dobrobiti živali. In ta dobrobit živali je zelo široka tema. Tokrat se bomo ustavili predvsem na področju govedoreje, ki bi morala biti, že zaradi naravnih danosti, seveda, paradna slovenska kmetijska panoga. Kot taka bi si seveda zaslužila tudi zakon o živinoreji, ampak po mojih informacijah kaj takega ni planirano. Kot kaže, bomo dobili zakon o dobrobiti živali, verjetno se ne bo imenoval tako, zakon o kmetijstvu pa naj bi prešel pravzaprav v 3 zakone. Moja gostja je profesorica, doktorica Marija Klopčič z Biotehniške fakultete, dejavna doma, na tujem,
v številnih z govedorejo povezanih področjih. Ste recimo strokovni tajnik za črno-belo pasmo govedi, aktivno sodelujete v organizacijskem odboru Interbula, ste tudi predsednica Komisije za govedorejo pri Evropskem združenju za živinorejo in še bi lahko našteval, predvsem pa profesorica. Doktorica Marija Klopčič, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Kdaj so vam krave prirasle k srcu? Kdaj se je to zgodilo? Mislim, da je od malih nog, zato ker prihajam iz kmetije, kjer smo vedno imeli krave. Naša kmetija pač bila manjša, smo pa prakticirali že takrat dobre prakse, mi smo živali pasel, tako da sem zelo velikokrat z njimi na pašnikih, sem imela tudi težave jih nekako obvladati in preprečiti, da bi zašle na kakšne površine, kjer bi lahko naredile škodo. Ampak skratka, od malih nog sem povezana z kravami, z govedorejo. Telički kot taki verjetno so bili otrokom najbližje. Spomnim se, kako je takrat bilo, ampak za nas je bila vsaka od živali zelo pomembna. Vem, da vsako izgubo smo doživeli kot izgubo v ekonomskem smislu, pa tudi v tem nekak čustvenem smislu. Poglejte, mnogi mladi rejci, nekateri med njimi so zdaj tudi že v zrelejših letih, pravijo, da ste jih veliko naučili kot profesorica, kot predavateljica, da so vam zelo hvaležni. To pomeni, da vam gre dobro tudi pedagoško delo od rok. Jaz sem nekako imela srečo, ko sem prišla na študij živinoreje, na oddelek za zootehniko. Tam sem prvo srečala profesor Ostrca, ki je bil tiste čase mlad asistent, docent, ampak je s takim zanosom navdušil mene in tudi ostale študente za govedorejo. Sem bila tudi nekako vedno na nek način vodena z njegove strani. Veste, da je bil on minister za kmetijstvo, pomemben profesor na področju govedoreje. In znal nas je zanimirati in motivirati za področje govedoreje. Tako da sem jaz to ljubezen pa tudi navezanost na govedorejo nadaljevala, tako v smislu študija, ker sem pač vse diplomsko nalogo, magistrsko, doktorsko disertacijo opravljala na področju govedoreje, predvsem na področju selekcije. In zdaj, ko sem v čevljih pedagoga, poskušam do mojih študentov pristopati zelo spoštljivo in jih navdušiti za tematike vezane na področje govedoreje. Pač predavam tematike z področja ureditve hlevov, opreme, robotizacije, uporabe senzorjev, precizne živinoreje, pa tudi se pogovarjamo o načinih, kako prenesti znanje in pa dobre prakse širše do končnih uporabnikov. Sem vesela, če imajo mladi rejci in moji bivši študenti dobro mnenje o meni, to vsekakor šteje. Ja, prav gotovo. Doktorica Marija Klopčič, prej sem rekel, da so kmetje, da so kmečke stanovske organizacije ponavadi pripuščeni k oblikovanju zakonodaje na tem področju šele v zadnji fazi, ko je recimo zakonodaja že skoraj končana, napisana in se jo lahko pravzaprav zelo malo spreminja in se jo sprejema. Takrat ponavadi rečejo, kaj menite, zdaj imate recimo mesec dni časa, da poveste svoja mnenja, potem pa marsikdaj rečejo kmetje, saj niso bila upoštevana. Kako vi to vidite? Ja, prej smo omenila profesor Ostrca. On je že v preteklosti velikokrat omenil, da je rak rana slovenskega kmetijstva, pa slovenske govedoreje, če sem specifična, organiziranost rejcev. To tudi lahko zasledite pri drugih mojih sodelavcih, ki jih jaz cenim. Oni tudi večkrat izpostavijo to, da je problem organiziranosti. Za moj pojem imamo mi v Sloveniji preveč organizacij in nekako ne najdejo te organizacije skupnega jezika,
ki bi deloval v smislu boljših pogojev za kmetovanje v dobro slovenskih rejcev. In seveda to politika, pa tudi javnost, pa te nevladne organizacije, ki nasprotujejo živinoreji, s pridom izkoriščajo, zato ker vejo, da pač mi nismo dobro organizirani. Naprimer, na Nizozemskem imajo organizacijo kmetov in ta organizacija kmetov plačuje lobiste, ki so pač v Bruslju in tam lobirajo za nizozemsko živinorejo. Podobno tudi imajo Francozi in vse te velike države, kjer je odnos do živinoreje drugačen. So ravno tako pod pritiski, ravno tako zakonodaja zahteva od njih zelo veliko, ampak javnost pa potrošniki imajo pa vseeno spoštljiv odnos do kmetov. Ponovadi, ko srečaš besedo lobist, zveni negativno, ampak v tem primeru ne gre za negativno delovanje, ampak gre za zastopanje interesov oziroma opozarjanje na interese. Če tega ni, pravzaprav kmetje ostanejo brez glasu. Ja, če nimajo primernih ljudi v Bruslju, kjer se zadeve kreirajo, potem grejo stvari pač svojo pot. In predno pridejo prave informacije iz Bruslja do Ljubljane, se že marsikaj lahko na tej poti, pa v tem času tudi zgodi. Jaz imam na nek način zelo veliko srečo, ker sem bila lahko vključena v različne evropske projekte. Tudi zdaj še poskušam, da bomo kakšen evropski projekt dobili, ker sem pač tam vzpostavila mrežo, sem sodelovala z ljudmi, ko so bili vodilni na področju govedoreje v evropskih državah, predvsem v teh zahodnoevropskih državah. Malo manj je bilo teh sodelavcev iz vzhodne Evrope, kar je vedno problem pri teh projektih, ampak zelo veliko sem se naučila od kolegov iz Nemčije, Nizozemske, Danske, pa tudi iz Irske, zato ker vidim, da tam kmetijska politika irske kmete močno stimulira in jih motivira, da povečujejo proizvodnjo, da se širijo in vsekakor, da so bolj učinkoviti. Ja, prav to sem vas želel vprašati, doktorica Marija Klopčič. Se mi zdi, da so kar velike razlike med državami članicami Evropske unije, kar se tega tiče. Marsikje ministrstva kar povabijo kmečke stanovske organizacije, že ko se začne, recimo, ko dobijo signale iz Bruslja, da bo zdaj pa potreba narediti tako pa tako, rečejo, stopimo skupaj, poiščimo rešitve na naš način. Recimo v mislih imam predvsem Avstrijo, ampak prej ste omenili tudi Nizozemsko, recimo. Ja, jaz recimo sem sodelovala pri enem projektu, ki se je zdaj zaključil, Resilience for Dairy. Vodila ga je Valérie Burkhardt iz Inštituta za živinorejo iz Francije in ona nas je dejansko seznanila s temi novimi priporočili od EFSE in pa tudi, kaj se je pripravila. In mi smo v okviru tega projekta že takrat diskutirali o tem, da bo dejansko nemogoče zagotoviti toliko prostora za živali, kot so recimo v priporočilih zapisani neke dimenzije in norme. V tem projektu je bila tudi zelo priznana strokovnjakinja z Danske in ona nas je tudi seznanila s tem, kar ste prej omenili, znanstveni pristop. Ja. Ona naredila zelo poglobljeno analizo znanstvenih prispevkov, člankov, ki temeljijo na študijah, kaj pomeni, če recimo tele ostane s kravo 12 ur, kaj se zgodi, če ostane 7 dni, kako to vpliva potem na prirejo mleka, potem na počutje same krave, pa tudi kaj se zgodi s teletom, če mi recimo teleta, govorimo o kravah, muznicah, če mi teleta pri materi pustimo 7 dni ali pa 14 dni, ko se dejansko tele preveč naveže na kravo, je stres hujši, kot pa če mi omogočimo, da tele ostane pri mami tistih prvih 12 ur, ker to tudi dejansko pozitivno vpliva na to, da se primerno krava očisti. Tudi naši rejci že nekateri te zadeve izvajajo in imajo zelo dobre izkušnje. Če se pa tele preveč naveže na mamo, da ta zadeva traja predolgo, pa to pomeni velik stres na eni in na drugi strani.
pri kravi in pri teletu. Ob tem bi želel, da se danes še malce bolj ustaviva, ampak za vse tiste, ki nas spremljajo, nekako na dve področji cilja Evropska komisija, na samo področje telet, pa potem krav, večinoma moznic, no, lahko rečemo, je potem v ozadju še prevoz živali, posebej telet in tistih odraslih živali. Kako dolgo se v teh strokovnih krogih, ki ste jih omenili, o tem pogovarja, govori, kako dolgo so znana ta priporočila? Pravzaprav so to sveže zadeve, konec, kolikor sem samo uspel dobiti, leta 2023 so nekako nastala. Ja, točno tako. 2023 je ta strokovnjakinja iz Danske, gospa Margit, že imela webinar v okviru tega projekta Resilience for Dairy, kjer je predstavila te znanstvene rezultate različnih študij, vezanih na dobrobit krav in telet. Prav, v letu 2023 je bila narejena že poglobljena študija. Ona je tudi bila v tej komisiji, ki ste omenili, EFSA, in je na nek način bila nekako soavtor teh priporočil. Je pa tako, ne, ta priporočila se delajo v skupini velikega števila različnih raziskovalcev in tam potem poskušajo ravno tako iskati kompromise, ker imajo pač različni raziskovalci različne poglede. Doktorica Marija Klopčič, dobro kravo, ki bo zdrava, ki bo potem uspešna v reji, bo imela veliko telet, bo omogočila pridelavo veliko mleka, lahko vzgojimo samo iz zdravega teleta. To ste velikokrat povedali in velikokrat tudi naglasite mladim, ki jih učite. Taka teleta so torej temelj govedoreje in ponovadi Evropska komisija pravi, mi želimo taka teleta. Morda o tem kakšno besedo. Ja, jaz se spomnim, ko sem bila še študentka, smo na koncu študija imeli nek tak absolventski izlet in smo med drugim obiskali kmetijsko šolo v Plantahof v Švici in takrat so nas peljali en hlev in so rekli, tukaj je pa kindergarten in ta hlev je bil namenjen teletom. Takrat sem jaz prvič videla, kakšno skrb namenjajo vzreji telet. Hlev je bil čist, teleta so ležala v slami, z veliko prostora. Verjetno ste jih takrat obiskali, ko je bil zelo počiščen. Ne, jaz mislim, da na tisti kmetijski šoli imajo vedno čisto. Tudi, ker sem naključno prišla mimo, pa je bilo vedno vse na pravem mestu. Ampak že takrat, to je bilo leta 86, so imeli na kmetijski šoli v Plantahofu top pogoje za vzrejo telet. Tudi ta šola slovi po tem, da je dosegala največjo mlečnost pri kravah rjave pasme v Evropi. In zelo jasno je bilo povedano z njihove strani, da se vse začne pri teletu. Sicer bi lahko rekli, takrat tisti trenutek, ko se rodi, ampak novejše študije epigenetike pa kažejo, da se zadeva začne že takrat, ko je tele še v maternici krave. Ker če krava podvržena v času brejosti vročinskemu stresu, se ta negativni vpliv vročinskega stresa odraža na mlečnosti te teličke, ki se kasneje rodi, se pravi pri tej kravi. V naslednjem rodu. V naslednjem rodu pa še en rod naprej. Zanimivo. Profesor Albert de Vries iz univerze na Floridi je dokazal, da so negativni učinki vročinskega stresa se odražajo najmanj 2 generaciji. Tako da vse skupaj se začne že v maternici. In mi moramo pri kravah, predvsem v času presušitve, poskrbeti, da so v primernih pogojih in da ne doživijo vročinskega stresa, oziroma mi moramo v tistem času ublažiti vročinski stres maksimalno, kolikor se pač da. Ja, verjetno zdaj kmetje, ki poslušajo, bodo rekli, bom razmislil tudi o tem, kdaj bom pripuščal krave, da v tistih najbolj vročih mesecih ne bodo v tem obdobju, ampak velikokrat se to ne izide, kaj ne? Ja, slovenski rejci imajo telitve razporejene preko celega leta.
vem, da kar precej rejcev se nekako izogiba semenitvam v teh poletnih mesecih, se pravi najbolj problematična so dejansko druga polovica junija, julij pa tam do 15. avgusta, ker je uspešnost obriti v tem času slabša. Je tudi dokazano, da so teleta dejansko manj vitalna, če jih mi obrijemo v tem času visokih temperatur. Ampak v določenih hlevih zagotavljajo zelo dobro ventilacijo, zračenje in so tam temperature tiste blizu optimuma. Tako da na tistih kmetijah mislim, da ne bi smel biti problem. Preden bi šla k samim priporočilom EFSE, tako pač so zapisali, gre za priporočila, ki jih potem Evropska komisija nekako uzakoni prek uredb in tako naprej. Bi me zanimalo, rekli ste, da ste bili presenečeni nad tistim hlevom kindergarten za teleta. Kako bi pa recimo potegnili pod črto, poznate slovenske reje, od tistih majhnih do tistih velikih reje dojil, pa predvsem krav molznic, ker delujete pri črno-beli pasmi kot strokovni tajnik. Kako slovenske kmetje skrbijo za teleta? Slovenski kmetje, slovenski rejci generalno zelo skrbno pristopajo do vzreje telet. Tako kot sem že prej rekla, mi doma smo občutili izgube telet ali pa krav kot ekonomsko izgubo, pa tudi je bila tista čustvena povezava. In mislim, da to na slovenskih kmetijah še vedno obstaja, zato ker mi imamo družinske kmetije in tam pač vsaka žival šteje. Vsaka žival ima svojo številko, zelo pogosto imajo imena. Tako da kmetje se zavedajo, da vsaka izguba teleta pomeni za njega ekonomsko izgubo. Vedo, da če bodo uspešni pri vzreji telet, bodo imeli mogoče na koncu več telic plemenskih, kjer bodo bolj intenzivno, bolj strogo selekcijo lahko izvajali in bodo zbrali za nadaljnjo rejo samo res tiste najboljše živali, od najboljših krav, iz tako imenovanih kravjih družin, ostale plemenske živali pa bodo prodali. Zanimivo, na hrvaškem trgu hrvaški rejci zelo cenijo slovenske plemenske telice. V preteklosti so kupovali plemenske telice v Nemčiji, na Danskem pa so imeli slabe izkušnje, tako da so skupine hrvaških kmetov, ki dnevno ali pa tedensko pokličejo in prosijo za 20-30 plemenskih telic, ker so se slovenske telice v njihovih pogojih reje zelo dobro izkazale. Zelo radi imajo telice iz tega območja okrog Ljubljane pa Gorenjske, ampak tudi druge regije v Sloveniji imajo možnosti za prodajo viškov plemenskih telic na hrvaški trg. Torej bi se bilo zelo dobro usmeriti tudi na to področje, ker velikokrat vidim na kmetijah, da takrat, ko pridejo do tistega momenta, ko se mladi več ne zanimajo, nekako starejšim pade vnema in samo, da še peljejo kmetijo naprej in potem izgubljajo ta dohodek. Verjetno je tudi ključ v tistem, kar ste prej rekli, da je premalo povezanosti, ker če bi rejci stopili skupaj, bi lahko dostavili te količine plemenskih telic. Ja, na nek način je. Če bi bili bolj organizirani, bi vsej vedeli, kje so viški. Tako moramo pa dostikrat vzeti v roke telefon pa poklicati, imaš kaj, imamo spet povpraševanje. Tako da ta organiziranost res je. Tako pri plemenskih telicah problem, ker nimamo nekega trga, še bolj pa pri teletih. Vemo, da ti kmetje kapitajo, vozijo teleta od drugod, predvsem iz Češke, včasih tudi z Romunije. Tam je lahko problem zdravstvene situacije, predvsem iz Romunije. Ampak vemo, kaj je zdaj, da ko je vse zaprto zaradi modrega jezika, je problem dobiti primerna teleta za pitanje. Tudi pri plemenskih telicah me kmetje sprašujejo, kdaj bo možno odkot kakšne telice pripeljati, ker jih očitno na slovenskem trgu trenutno manjka.
Ja, zanimivo ugotovitev bi lahko rekel, ampak doktorica Marija Klopčič, če greva zdaj spet k teletom, nekako so se zadnji standardi glede reje telet pri nas spreminjali leta 2007. Takrat smo zakonodajo nekako harmonizirali z zahtevami evropske zakonodaje. EFSA pa je Evropski komisiji torej konec lanskega leta predlagala, da se za namestitev posameznega teleta recimo zahteva 3 kvadratne metre prostora. V tistih priporočilih potem govori in utemeljuje, da bi bilo idealno celo 20 kvadratnih metrov, celo 30, zato da teleta lahko tekajo in tako naprej. Ampak gre za 100% povečanje zahtevane površine glede na leto 2007. Kaj to pomeni za slovenske kmetije, recimo, če bo naša zakonodaja prenesla? Razumem, da bo morala, ker je to zahteva za minimalno površino. Ja, kar jaz vidim na terenu. Veliko kmetov že ima 3 kvadratne metre prostora. Zdaj, če imajo te igluje z izpusti, tam je 3 metre površine za počivanje, gibanje teleta. In če je pač izpust, da ta ograjca izven igluja, se teleta tudi med sabo vidijo, nimajo fizičnega stika, kar je zelo pozitivno, zato da se bolezni ne prenašajo med teleti. Ampak, kar se pa tiče tega socialnega stika, ne, pa je zadevi zadovoljeno. Tako da veliko kmetov to že ima. Določeni kmetje imajo problem prostorske stiske. Ne vem, že tako so recimo v nekem naselju utesnjeni in je manjka prostora za vse. Za živali, za redna delovna pravila, za silose. In zdaj v tej situaciji veliko kmetov ne ve, ali bi šli v izgradnjo novega hleva izven vasi, ker ravno danes zjutraj me recimo klical en rejc in je rekel, 7 let že čakamo na spremembo prostorskih načrtov, zato da bodo gradili nov hlev. Ampak v 7 letih kmetija lahko propade. Zagotovo. In zdaj, če so še tele nove zahteve, kar tako čez noč, taka kmetija potem res verjetno razmišlja o tem, da se bo zaprla. Je pa velika škoda za Slovenijo, za vsako kmetijo. Jaz v zadnjem letu gledam, koliko kmetij je ugasnil v celoti. Ker včasih je bilo tako, da so prenehali z kravami muznicami, pa so potem nadaljevali s kravami dojiljami. Ja. Zdaj pa ne, zdaj pa prodajo čez noč vse. In taka kmetija ugasne zavedno. In res me srce boli, ker vidim, kaj se dogaja, ker mi, če ne bomo imeli vse 150 ali pa 160 tisoč krav, muznic in dojil skupaj, se bo ta krajina močno spremenila. Vsi, kako rečem, strokovnjaki trdijo, da krava, muznica determinira krajino. In Slovenija je lepa, to pač vsi vejo povedati, in politiki, in potrošniki, ampak lepa je zato, ker slovenski kmetje skrbijo za to urejeno krajino. In še enkrat ponavljam, krava muznica determinira krajino. Nimajo zastonj na švicarski čokoladi Milka kravo muznico. Ja, in brez te urejene krajine ne bo turizma, ne bo drugih panog, ne bo gostinstva, ne bo turističnih kmetij in tako naprej. Ja, slovensko podeželje se bo močno spremenil, če ne bo tam gozdarejskih kmetij. Torej, rekli ste, nekatere, predvsem večje verjetno kmetije v prireji mleka, imajo zdaj poskrbljeno za teleta in bi nekako zadostile tem 3 kvadratnim metrom zahtevanega prostora. Ja, predvsem te kmetije, ki so recimo investirale v izgradnjo novega hleva ali pa posodobitev hleva za teleta in mlado živino v zadnjih 5, mogoče do 10 letih, te kmetije tem pogojem že zadoščajo. Imamo pa kmetije, ki imajo vezano rejo, čeprav ne smem reči, da tam ne skrbijo za teleta, ker veliko
kmetij, ki ima vezane rejo, imajo pač krave muznice v vezane reji, ampak za teleta je pa zelo lepo poskrbljeno. To je recimo en tak primer Slavko Studen, a ne, on res zelo veliko pozornosti posveča dobrobiti, zdravju in počutju telet in telic. Ampak, glejte, prav na tem področju EFSA predlaga recimo nekatere druge spremembe, ne samo talno površino, da bi bila teleta dalj časa ob kravi, da se morajo teleta potem takoj biti nastanjena v skupinah od 2 do 7 telet. Priporočilo je bilo celo, naj bi bile te skupine telet še večje zaradi socialnih stikov. Govora je celo o tem, da bi bila prepovedana prodaja telet pri 7. ali 10. dnevu, kar se recimo na slovenskih kmetijah, ki so usmerjene v prirejo mleka, velikokrat dogaja, in takrat rejci, ki imajo krave dojilje, to tele kupijo zato, da sesa naprej pri kravi gostiteljici. Vse to nekako pade v vodo. Morda najprej ta pogled teh 7 oziroma 10 dni. Ja, kot vem, EFSA ima v svojih priporočilih, da bi smela teleta biti v individualnih boksih prvi teden, se pravi 7 dni, potem bi pa morala iti v skupine do 7 telet. In jaz sem imela možnost biti na teh sestankih in sem ravno to izpostavila, da na naših kmetijah, ki so pač majhne črede, je nemogoče zagotoviti skupino 7 telet, ki bodo starostno izenačene. Ker vemo, da pri teletih je zelo pomemben, da so po velikosti in po starosti izenačene, ker drugače tisto šibko tele še bolj nekako stane v zadaj oziroma propade. In takrat so jasno povedali, da bo možna tudi namestitev v parih, da se to šteje že kot skupina. Tako da mislim, da za slovenske kmetije, predvsem za te manjše, bo namestitev v parih ena od možnih rešitev. Se pa kmetje, mi smo imeli kar nekaj fokus skupin, smo diskutirali z našimi rejci, so izpostavili bojazen, da bo prihajalo do medsebojnega sesanja telet. Jaz poznam en primer, kjer že imajo teleta nastanjena v parih, to je na kmetiji Rima Hazi, in tam se zadeva res lepo obnese. Je pa res, da izjemno veliko pozornosti namenjajo napajanju telet. Teleta napajajo na način preko cucla, in cucla potem tudi pustijo še nekaj časa, zato da teleta mine tisti sesalni refleks in da potem ne prihaja do medsebojnega sesanja. Tako da na kmetiji Rima Hazi že to zadevo, to prakso imajo, prakticirajo in se pri njih obnese zelo, zelo dobro. Je treba pa biti previden, res previden. Tukaj se potem spremeni management napajanja in potem uporaba pravih cuclov, da nima preveliko lukenco ta cucel ali pa premajhno. Zakaj je predvsem pri plemenskih teličkah ta problem sesanja tako pereč? Rejci so mi rekli, da pravzaprav lahko zgubiš zelo kvalitetno teličko, če jo je recimo drugo tele sesalo nekajkrat, samo nekajkrat, da je dovolj, da se poruši vse skupaj in potem ne more to biti več dobra molznica. Ja, jaz to vidim na kmetijah, ko določena teleta, predvsem ta teleta, ki so mlajša, pa ki so šibkejša, jo buta vleče in taka mlečna žleza je deformirana. V tistem teletu lahko pozabimo. Razlog je to, da to vidim predvsem na tem, kjer imajo avtomatsko napajanje telet, pa kjer je število telet v skupini preveliko. Tam prihaja do tega, oziroma na kmetijah, kjer imajo skupine, kjer ker skupina ni starostno izenačena. Ker imajo recimo ena večja teleta, pa manjša, in predvsem ta večja teleta potem grejo na ta manjša teleta in jim deformirajo mlečno žlezo. Ja. Torej, recimo, ko se bo pisala slovenska zakonodaja, bi zelo morali razmišljati o manjših slovenskih kmetijah, ki ne zmorejo zagotoviti recimo vsaj po par telet, ki so podobne starosti.
Točno tako. Še enkrat bom pač povedala, da mislim, da za slovenske kmetije pride upoštev namestitev telet v parih oziroma teh manjših skupinah. Ampak tudi na teh velikih kmetijah, recimo imaš lahko 1000 krav, pa veste, koliko je potem to telet, tudi tam EFSA zahteva, da ne sme biti več kot 7 telet v skupini. In če boste šli na te velike farme v Evropi, predvsem recimo na Češkem ali pa tem vzhodnem delu Evrope, boste videli, da so tam skupine telet izjemno velike. Ja, ampak prav EFSA v teh svojih priporočilih ugotavlja. Najprej reče, da bi si želela velike skupine telet, potem pa zaradi tega medsebojnega sesanja reče, da naj bi naredili hlevske skupine od 2 do 7 telet, ker naj bi bila potem manjša nevarnost tega medsebojnega sesanja. Kmetje sicer zmajujejo z glave in rečejo, če dobiš tako tele, ki rado sesa, mu ne boš preprečil. Je res temu tako? Ja, je še en drug razlog, ne. Res je, medsebojno sesanje, kako preprečati, drugo pa je, da če imaš ti manjšo skupino telet, je potem, koliko pride recimo do neke driske, potem ti pač tista skupina pade. Imaš pač 7 telet zgubljenih. Če imaš pa ti v skupini, ne vem, 30 ali 50 telet, pa povemo, kaj sledi. Tudi ta zdravstveni vidik prenosa bolezni je tisti. In pri velikih skupinah se podere hierarhija oziroma prihaja do teh konfliktov in to tudi vodi v bolj agresivne živali. In kmetje že opozarjajo na to, da krave so dostikrat preveč agresivne. Tako znotraj črede, ker če imamo agresivno kravo, bo prihajalo do večje pogostnosti raznih poškodb. In agresivna žival tudi gre na rejca. Tako da je potem ta vidik, pa ta odnos med rejcem pa to agresivno živaljo je lahko zelo problematičen. In jaz recimo zadnje tedne sem odbirala bikovske matere, so mi določeni kmetje rekli, krava je bila zelo lepa, po plemenskih vrednostih je bila okej, jaz bi jo lahko potrdila za bikovsko mater, pa je rekel rejc ne, je preveč agresivna. Nočem, da se ta njena agresija prenaša na naslednjo generacijo. Pošten rejec. Ja, zelo. Korekten. Ja, korekten. Ampak zdi se mi, poglejte, EFSA pravzaprav deluje na principu znanosti, na principu strokovnjakov z tega področja, veterinarjev, živinorejcev in tako naprej. Kmetov ni zdraven, žal. In se mi zdi nekako skregano z normalno kmečko pametjo dejstvo, da najprej rečeš, teleta bi morala imeti recimo velik prostor. Idealno bi bilo, da je velika skupina, zato da bodo razvijala socialne stike in tako naprej. Potem ugotoviš, da je res problem bolezni in sesanja. In rečeš pravzaprav tisto, kar zdaj delajo kmetje, da imajo po eno tele v igluju, recimo, ima možnost sprehajanja, vidi se z sosednjimi teleti tam v ograji in tako naprej, torej stiki obstajajo. To nekako rečeš ni okej in predlagaš uvedbo recimo skupin 7 telet za večje kmetije. In nekako potem priznaš, da so velike težave in kmetje se bodo ukvarjali s temi težavami, ne bodo imeli dobrih plemenskih telic zaradi tega, to dolgoročno torej vodi v propad. Ampak ker družba zahteva tako in tako, bomo mi naredili kompromis. Se vam ne zdi, da gre tukaj za en čuden kompromis? Ja, jaz sem pri tej zadevi, ki ponavljajo vedno znova in znova, družba zahteva. Ja. A pa je to res? Jaz sem že bila tudi v enem projektu, kjer smo imeli v okviru projekta, smo morali narediti tudi nekak fokus skupino in pa poglobljene intervjuje s potrošniki, tudi vezano na dobrobit živali. In tam recimo zelo zanimivo, ne, ko se ti pogovarjaš z navadnim potrošnikom ali pa s potrošnikom kot takim, ki je precej oddaljen od kmetijstva, nima nobenih izkušenj, pa ga boš vprašal, kaj pa zate pomeni dobrobit živali.
ne bo znal povedati. In tudi potem, ko se dejansko in predstaviš te dobre prakse, kako so krave nameščene, kako so teleta nameščena, kako kmetje skrbijo za teleta v smislu tega, da čim prej dobi kakovostno mlezivo, da preverjamo kakovost mleziva, da teleta ne dobijo mleziva recimo od krav, ki imajo zdravstvene probleme ali pa kjer je kakovost mleziva slaba. Kmetje vedo, zakaj morajo čim prej teleta napojiti z mlezivom. In ko mi pač potrošniku te zadeve predstavimo, pa se z njimi pogovarjamo, takrat, če le oni dojamejo, pa razumejo mogoče, upam, da razumejo, kako velika skrb je namenjena vzreji in pa dnevni oskrbi živali, ki so na teh naših kmetijah. Naše kmetije niso industrija. To niso farme, ki bi imeli, 3000 krav ali pa 100 000 krav, tako kot je recimo na Kitajskem, ker je 100 000 krav na enem mestu, ker veste, da je to tempirana bomba. Naše kmetije imajo opravka z številom tam od 6, recimo. Od 5 pa, maksimalno do 200 krav. Dobro, imamo nekaj še teh prejšnjih farm, ki imajo recimo nekoliko več, ampak mi nimamo farm s 1000 kravami. Ja, povprečna kmetija, ki prideluje mleko med 15 in 20 molznic Slovenije. Ja, te kmetije, ki so vključene v kontrolo produktivnosti, imajo trenutno v povprečju 28 krav. Tako da, veste, tam vsaka krava šteje in vsaka žival šteje. Doktorica Marija Klopčič, prej sem na začetku omenil, da je pred nami, torej, da bodo odprli zakon o kmetijstvu. Nekako je slišati, da naj bi iz tega zakona nastali 3 zakoni, eden naj bi se med drugim dotikal tudi področja dobrobiti. Imamo tudi tisti famozni sporni zakon, vsaj za rejce, sporni zakon o zaščiti živali, ki pač gleda iz družbenih zahtev, v navednicah lahko rečemo, na to, kako naj bi skrbeli za živali. Se vam zdi, da bo prenos vseh teh evropskih zahtev, torej zahtev, ki jih je nekako spravila skupaj, zavila v en celofan EFSA, v slovensko zakonodajo potekalo na način, da bodo rejci imeli kakšno besedo. Namreč tudi v Sloveniji se govori veliko o tem, da je treba upoštevati družbene zahteve. Recimo, ena od takih družbenih zahtev, laičnih, je tudi, da je paša goveda po zimi, oziroma reja goveda po zimi na odprtem, da je kriminal. Ja, to pač javnost tako vidi, ampak če bi pa šli v te mrzle dežele, recimo na Švedsko, bi pa videli, da tudi zdaj v tem hujšem mrazu, ki ga imamo mi, so živali zunaj. Irski kmetje so znani po tem, da dejansko skoraj nimajo hlevov in da živali prezimujejo na prostem, pa je na Irskem tudi hladno, zelo. In piha in dežuje, tako da očitno v Evropi ne veljajo enaki pogoji pa enaki vatli za vse. Ja, tudi sama EFSA v poročilu oziroma bi lahko rekli v smernicah, ki jih predlaga za dobrobit krav, pravi, da se reje po Evropi zelo razlikujejo in da jih je težko spraviti na skupni imenovalec, kar bi Evropska komisija nekako rada, vsaj tako razumem, ampak se mi zdi, da v končni fazi prav zaradi tega dejstva, ki ga tudi EFSA omenja, bo vsaka država članica vendarle imela nekaj prostih rok. Torej, kako v Sloveniji to doseči? Sami ste rekli, da ste sodelovali v mnogih projektih, ki so raziskovali to področje. Rezultati teh projektov so na voljo, recimo kmetijskemu ministrstvu. Jih bo upoštevalo? Ja, tudi mi smo delali kar nekaj EIP projektov, kjer rezultate teh EIP projektov damo na voljo javnosti, kmetom, stroki,
predvsem pa Ministrstvo za kmetijstvo, ker je pač financer teh EIP projektov. Jaz močno upam, da ljudje na ministrstvu, ki se ukvarjajo s tem področjem, ta poročila preberajo. Ker v teh poročilih, jaz sem konkretno vodila 4 EIP projekte, vsi so se na en ali drugačen način dotikali področja dobrobiti. Ravno zdaj smo v fazi priprave poročil za 2 projekta in močno upam, da vsa ta poročila, ugotovitve, ki smo jih mi v okviru projektov nekako pridobili, tudi na osnovi tega, da smo z rejci se pogovarjali, da smo imeli fokus skupine, da smo izvedli poglobljene intervjuje, vprašalnike in pa tudi konkretne študije, raziskave, merili smo toplogredne pline v različnih sistemih hlevov, spremljali smo dobrobit živali, ker smo ocenjevali te parametre dobrega počutja od stanja parkljev, kondicije, šepavosti. Tako da vse te zadeve so na voljo. Na voljo so tudi vsi rezultati evropskih projektov, ker pač evropski projekti morajo dati na koncu neke rezultate in ti morajo biti javni. Tako da vse to je dostopno. Sem pa prej omenila lobiste. Nizozemska ima lobiste, Irska ima lobiste in ti naredijo največ v korist posamezne države članice. V Evropskem parlamentu predvsem. Ja, pa tudi pri teh komisijah. Zato, ker vsaka država v Evropi ima neke določene specifike in naše kmetje so lepo povedali, mi ne moramo imeti, prej ste omenili, da bodo morala moška teleta ostati 28 dni pri kravi, oziroma na kmetiji, da ne bodo smele zapustiti kmetije, ampak specifika Slovenije je pa to, da večina moških telet gre iz teh kmetij, ki imajo krave muznice, na kmetije, kjer imajo krave dojilje. In tam je zelo pomemben, da to tele čim prej pride do krave dojilje ali pa rejnice, zato da ga ona še sprejme. Ona ne bo sprejela 28 dni starega teleta, bo pa sprejela 10 dni starega teleta in tudi, če dejansko gre tele iz enega dvorišča na drugo dvorišče v isti vasi, tukaj ni nobenega transporta, nobenega stresa pri transportu, če temu tako rečemo. In še stres med kravo in teletom ob ločitvi je eliminiran. Pravijo, da je najhuje tam po 2 tednih, 3 tednih. Ja, pri kravah muznicah so naši rejci zagovorniki tega, da bi tele ustavljali maksimalno do 12 ur ali pa mogoče 24 ur, ne pa več, ker to bo potem povzročilo preveč stresa in pa bo spet dobrobit tista, ki bo problematična. Je pa tako, da ministri najmanj 10 let že obljubljajo zakon o živinoreji. In bo treba ta zakon o živinoreji najprej dati na mizo, pa mogoče čas še za kaj drugega. Ampak zakon o živinoreji je treba nekako začeti realizirati oziroma da zaživi v praksi. Ni pa niti pripravljen. Ja, po mojih informacijah se o njem sploh ne govori. Ja, jaz sem predsednica Sveta za živinorejo in vsa leta, ker sem v Svetu za živinorejo, je bilo govora o tem, ko smo spraševali, kdaj bo zakon o živinoreji. Ja, čez 2 meseca bo, čez 3 mesece bo. Tako da bomo poprašali ministrico, kdaj bo ta zakon o živinoreji. Prej ste omenili lobiste. Prišlo mi je na misel tudi, da ste rekli, ko ste spraševali v teh fokusnih skupinah ljudi, kaj jim pravzaprav pomeni pojem dobrobit živali, da niso znali povedati pravzaprav. Zdaj imamo v zadnjem letu recimo, ali pa morda že v zadnjih 2 letih, velikokrat smo priča temu, da hodijo nevladniki po šolah in imajo tudi kakšna izobraževanja otrok o tem, kako bo tak otrok, ko bo postal recimo polnoleten in ga boste dobili v skupino, fokusno gledal na dobrobit živali, tako kot jo vidi kmet oziroma otrok na dvorišču svoje kmetije, ki ima stik z živalmi, ali tako, kot smo povedali v šoli? Ja, tukaj bi rekli, da prihajamo neko situacijo, ko gre za konflikt. Recimo belgijski rejci zelo veliko pozornosti namenjajo temu, da
otroci iz vrtcev, šol pridejo na obisk kmetije. In potem tam tudi preživijo določeno število ur. Poleg tega, da vidijo, kaj se na kmetiji dela, imajo stik nekako tudi s teleti in tako naprej. Dobijo tudi seveda malco, tako kot se na kmetijah spodoba, ne. Tako da Belgijci že precej let delajo na tem, kako vzgojiti bodočega potrošnika. Da bo znal, da bo vedel, odkot pride mleko, odkot pride meso, jajca, podobno. Na drugi strani imamo pa zdaj ta biovarnost, ne? Kjer pa dejansko ne bo smel na kmetijo priti nihče. Ker vsak obisk bo treba zabeležiti, to, da bi otroci šli v hlev, pa da bi, ne vem, telička si dotaknili, ali pa neko ovčko, pa to ne bo prišel v poštev. Tako da se vprašam, pa kje je ta družba? V Švici recimo tudi vse naredijo za to, da so živali na paši, da jih potrošniki vidijo, da se zavedajo pomena te lastne pridelave, kakovostnega mleka. Švicarski potrošnik dobro ve, da kakovostni siri so možni samo iz njihovega mleka, od njihovih krav. Po drugi strani pa potem ta dobrobit, pa ta biovarnost omejuje kakršenkoli kontakt otrok, potrošnikov, javnosti, da bi dostopali do kmetij. Mi smo tudi želeli imeti, ne vem, dneve odprtih urad, kjer bi se kmetije predstavile. Poskušali smo animirati šole, vrtce, da bi pripeljali. Vem, da določene kmetije imajo redne obiske, ampak s to novo zakonodajo, predvsem vezano na biovarnost, pa se tega nobeden več ne bo šel. Ja, postavlja se vprašanje. Zdaj vemo, da je zelo napeto čez zimske mesece na področju ptičje gripe, recimo, da je to velika grožnja, da taka skupina lahko prinese okužbo, recimo zobovali na kmetijo. Vemo, da je v prašičereji grožnja afriške prašičje kuge in je razumljivo. Ampak kar postaviti eno uravnilovko in ne reči zdaj naprej, pa tudi recimo v govedoreji in povsod, je pa res, da slovenske kmetije redijo ponavadi in perutnino in prašiče, torej govedo in tako naprej, bi bilo potrebno pristopiti k temu z malo več takta, verjetno. Vsaj recimo v poletnih mesecih ali pa ko grožnja teh bolezni, ki so v okolici, res ne bi bila tako visoka. Prihaja mi tudi na misel v prvem podcastu Rast je Peter Apat povedal, kaj na njihovi kmetiji, ki se ukvarja tudi s turizmom, pomeni, da otroci lahko pridejo in pobožajo živali in živali vidijo v živo. Zdaj bodo pravzaprav turistične kmetije zgubile ta vidik svojega obstoja. Močno upam, da ne, da nekako bomo najdeli neko rešitve, ker otroci morajo se seznaniti z življenjem v naravi, če tako rečemo. In morajo vedeti, kaj pomeni reja domačih živali in da vejo, odkot pride mleko in meso. To, da bo na trgu mogoče čez 10 let umetno meso, pa produkti iz umetnega mleka, ne, to verjetno bo, ne, ampak še vedno bo glavna baza, kar se tiče prehrane, hrana, ki jo zdaj poznamo. Hrana, ki jo dobimo iz narave oziroma ki jo dobimo od živali. Poglejte, doktorica Marija Klopčič, na decembrskem posvetu, državnem svetu smo slišali, kaj se je zgodilo s številom slovenskih kmetij, ki redijo govedo. V 2 letih oziroma v 3 letih, od 2020 do 2022, naj bi njihovo število padlo za 50, celo več kot 50%. Zdaj, glede na priporočila EFSE, glede reje krav, je nekako se vezana reja znašla v nemilosti. Bavarski kmetje so na okopih, gorski kmetje v Avstriji so na okopih zaradi tega, ker pravzaprav nimajo prostorskih možnosti, da čez zimo žival ne bi bila privezana, poletje na paši. Kaj to pomeni za slovenske kmetije, predvsem tiste hribovske, ki recimo, prej sva rekla, redijo
5 krav, pa še pripadajočo mlado živino, ki na tej kmetiji odraste do klavne zrelosti. Ja, vezana reja je predmet diskusije že vrsto let. Tudi je bilo rečeno, da bo leta 28 prepovedana, ne, ampak zdaj o tem ne govorijo več. Treba vedeti, da v Evropi je še zelo veliko vezane reje. Zanimivo je tudi, da recimo v Kanadi določene farme, ki se na novo gradijo, imajo vezano rejo, zato ker želijo pač, to so nukleus črede, kjer hočejo imeti individualno obravnavo vsake posamezne živali, kontrolo. V vezani reji menijo, da imajo manj poškodb. Tako da, a veste, vsak sistem ima pluse pa minuse. In tu, če imaš ti vezano rejo, in zdaj, če imaš možnost, da poleti zagotavljaš pašo, je to zagotovo rešitev za te kmetije. Te kmetije, ki pač paše ne morajo imeti, zato ker imajo preveč razdrobljena kmetijska zemljišča, bi mogoče morali razmisliti o kakšni možnosti izpustov. V Švici so že pred leti nekako kmetom zagotavljali subvencije, da so si zgradili na teh kmetijah, ki imajo vezano rejo, prostor za izpust, da so bile pač živali kakšno uro izpuščene, tudi po zimi, ker je to vplivalo na njihovo boljše počutje in pa zdravje. Sem slišal, da živali zelo rade grejo na ta izpust. Ja, se tudi na slovenskih kmetijah imajo določene kmetje že narejeno, tako da lahko živali grejo ven, ne, imajo zunaj izpust in je zanimivo, da po zimi, ko pada sneg. Ja, ko pada sneg ali pa tudi, ko so nizke temperature, samo da sonce sije, so one zunaj. Ko pa pada dež, se pa umaknejo v hlev. Prav v povezavi z slovenskim načinom reje mi prihaja na misel še en paradoks, ki smo mu priča predvsem na ekoloških kmetijah krav molznic v Nemčiji. Tam se ukvarjajo s tako imenovanim problemom telet. Namreč pravijo, da prihaja do presežka telet v ekoloških rejah krav molznic. Ugotavljajo, da se za moška teleta in teličke, ki niso namenjene reprodukciji, slabo poskrbi, da se jih večinoma čimprej proda v konvencionalne reje za pitanje goveda in opozarjajo, da se potrošniki premalo zavedajo, da je mleko povezano s teleti. Torej, če krava nima teleta, tudi nima mleka. In kot rešitev, recimo, ostal sem odprtih ust, raziskovalci Univerze Hohenheim v Stuttgartu predlagajo podaljšanje obdobja med telitvami za 3 mesece. En predlog je celo, da bi podaljšali to obdobje za 6 mesecev. Predlagajo, da bi se ekološke mlečne kmetije, ki so jih zdaj desetletja ali pa več silili, da se specializirajo, da bi se odločale tudi za to, da bi redile ta moška teleta do klavne zrelosti. Veliko se tam govori o teletini. Predlagajo celo promocijo teletine. Nekako se mi zdi, da tam raziskovalci vidijo rešitev v nečem, kar je doma v Sloveniji. Recimo, te manjše kmetije ne prodajajo telet, ampak jih odredijo do klavne zrelosti, če so moška, doma. Nekatere ostanejo recimo za domačo porabo, druge oddajo v klavnice in gredo potem kot oskrba potrošnikom. Torej, v Nemčiji to ugotavljajo. Sem bil presenečen. Pri nas to imamo. Ampak zdaj, če gledamo priporočila EFSA, se nam to lahko zamaje. Ja, kot ste že rekli, ne, v Sloveniji veliko kmetij prakticira to, da moška teleta ostanejo na kmetiji, pa jih potem pitajo do 6. 8. meseca, pa jih prodajo kot teletino ali pa do končne pitovne teže. Ampak to je možno tam, kjer pač kmetje imajo prostor. Marsikje pa na teh kmetijah, ki imajo krave molznice, nimajo prostora in zato potem moška teleta poskušajo prodati čim prej z kmetije, zato da imajo potem prostor za ženska teleta.
in kot sem že prej omenila, da kolikor imaš ti ugodno zdravstveno situacijo, ti na koncu mora ostati več telic, kot jih rabiš, in potem tiste viške lahko prodaš na trgu, kjer ustvariš dodano vrednost preko prodaje plemenskih telic, za katero dobiš več kot za klavno telico. To, da podaljšujejo dobo med dvema telitvama, to ni samo na ekoloških kmetijah, to prakticirajo tudi na drugih kmetijah, na konvencionalnih, predvsem tam, kjer ne uporabljajo seksiranega semena. Zato, da pač imajo manj teh telet oziroma viškov telet. Tako da kmetije, ki pa uporabljajo seksirano seme, pa ta boljše krave semenijo z top biki, pa uporabljajo seksirano seme, zato da dobijo teličko. Slabše krave pa semenijo z mesnimi pasmami, kjer dobijo križanca z šorlejem ali pa z belim plavim govedom, in za tega križanca potem kot moško tele dobijo bistveno več. Tudi na tej strani pri uporabi mesnih pasem je možno dobiti seksirano seme, kjer pa dobiš bikca, sprav moškega potomca, medtem ko pri mlečnih pasmah je želja, da dobiš teličko. Tako da te prakse se že uveljavljajo tudi na konvencionalnih kmetijah, se pa marsikdaj potem pokaže, da ti kar naenkrat zmanjka lastnih telic. Tako da mislim, da to ni najboljša strategija. Že tako se rado zgodi, da se ti pri kakšni kravi zadeva zavleče. Doba med dvema telitvama v Sloveniji na žalost nekje med 420 pa 430 dni, tako da mi že dosegamo 60 dni podaljšano dobo med dvema telitvama od tistega optimuma. Ja, prav zato sem razmišljal, ker se mi zdi ta priporočila, ki so jih dali pravzaprav doktorji znanosti iz Univerze Hohenheim, so nekako v nasprotju s tem, kar ponavadi vi spodbujate rejce. Zato, da ne čakajo, ampak da je ta doba med telitvami tista idealna, bi lahko rekli, kar je v praksi tudi težko dosegati, prav zaradi tega, ker je krava živa žival. Ja, veste, pri raziskovalcih oziroma znanstvenikih je tudi tako, da imamo ekstremiste, ki lahko grejo v eno ali pa drugo stran. Jaz izjemno cenim ljudi, ki nekako najdejo nek kompromis in se zavedajo, da če ti greš preveč v eno smer, te bo zadeva prej slej udarila na drugi strani. Prav je treba najti nek balans in treba je poznati potrebe kmetov. Treba poznati njihove probleme, to pa lahko poznaš samo, če greš na njihove kmetije, če imaš z njimi kontakt. In jaz sem zdaj zelo na koncu svoje kariere, moram reči, da sem od vsega, kar se mi je v življenju zgodilo, najbolj hvaležna temu, da sem v svojem službenem času, v moji karieri, lahko šla na slovenske kmetije, sem imela kontakt z slovenskimi rejci, zato da sem spoznala njihove probleme, da sem videla, kje so problemi, kaj bi bilo možno narediti, da sem vedela tudi, kakšne so njihove želje, njihove potrebe. In poleg tega, ko sem sodelovala na tujih projektih, smo vedno tudi obiskali tuje kmetije in smo tam videli te njihove prakse, videli smo tudi njihove probleme, tako da moram reči, da sem imela izjemno srečo. V življenju sem imela res srečo in sem hvaležna za vse kontakte in za vse znanje, ki sem ga jaz dobila od slovenskih kmetov. Na tem mestu bi rekla njim hvala lepa. Se mi zdi, da strokovnjaki tudi, ki izhajajo s koreninami iz kmetij, čisto drugače gledajo na te izzive, kot nekdo, ki je prišel recimo od nekod drugod, se ne poglobi, kot ste zdaj rekli, na stanje na kmetijah, ampak gleda z nekega laboratorija, kabineta, predavalnice, na vse skupaj oddaleč. In glede na to, kar sem prej rekel, v skladu z družbenimi zahtevami usmerja
neke raziskovalne programe. Ampak prej ste rekli, EIP projekti so bili, recimo 2 se zdaj zaključujeta, če vas prav razumem, znani so že rezultati, lahko bi vplivali tudi na te zakonske predloge, ki naj bi zdaj prišli pravzaprav na mizo v prihodnjih dneh, kot se sliši, nič nisem našel še zapisanega, žal. Kaj, če te ugotovitve, tudi recimo strokovne ugotovitve iz Evrope, ne bodo upoštevali pri teh predlogih? Sicer bo javna obravnava, tam se bo verjetno lahko podalo pripombe, ampak na koncu zdaj imajo večino in lahko izglasujejo karkoli si želijo. Ja, imate prav. Mi imamo sicer v soboto občni zbor rejcev črno-bele pasme. Bomo o tem tudi spregovorili. Naš gost bo tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice, dr. Jože Podgoršek, tako da upam, da bo on kaj več povedal glede tega. Je pa naša naloga, tako rejcev, kot tudi stroke, da stopimo skupaj in da poskušamo prepričati ljudi na ministrstvu, da to ni prava pot. V kolikšni meri nam bo to uspelo, ne morem reči nič. Problem je pa to, da zdaj je pač zima, a ne, mogoče en mesec bodo kmetje še aktivni, pa bodo poskušali na določene stvari vplivati, jih mogoče tudi zaustaviti. Ko bo delovna sezona, kmetje nimajo časa več se s tem ukvarjati. Bodo pač zaposleni vsak svojo kmetijo v celoti, zdaj recimo imajo še nekaj časa, da o teh stvarih razmišljajo, diskutirajo, potem pa se v celoti posvetijo kmetiji. In ponovno smo pri organizaciji kmetov. Ja. Te organizacije kmetov nimajo nekega strokovnega supporta, nimajo dovolj ljudi, ki bi delovali tudi v smislu lobistov na domačem prostoru, pa tudi v Bruslu. Torej, če Kmetijsko-gozdarska zbornica, če sindikat kmetov, če zadružna zveza, pravzaprav bi morali stopiti vsi skupaj v en glas in poseči na to področje, ne bodo zbrali moči, da bodo tudi med samo sezono zelo aktivni bili na tem področju in zastopali kmete, potem se kmetom slabo piše. Ampak za konec, doktorica Marija Klopčič, kaj bi položili na srce kmeticam in kmetom, ki še niso obupali, vsem tistim, ki ne sodijo med tistih 50, ki so žal bili primorani reči, odrezal bom in ne redijo več goveda, ki odlično skrbijo za svoje živali. Te živali se pasejo, imajo dostop do sveže krme, recimo. Ob vseh teh novih zahtevah, ki so ponavadi pospremljene z očitki, marsikdaj izmišljenimi, recimo o toplogrednih plinih. Dr. Verbič je decembra na posvetu, na katerem ste tudi vi sodelovali, povedal, da je torej toplogredni plini v živinoreji so za 4,6-krat precenjeni številke. Kaj bi jim torej položili na srce, čeprav so potisnjeni ob zid? Ja, jaz svojim študentom na oddelku za zootehniko vedno rečem, veste, vi študirate najpomembnejši študij. Zato, ker vi se ukvarjate z zdravimi živalmi, vi delate vse v smislu tega, da boste preprečili bolezni in poškodbe, da boste od teh živali dobili čim več mleka in mesa, najvišje možne kakovosti. Vi skrbite za to, da je krajina urejena, ker če imamo mi govedarske kmetije in če imamo zadnji močno stroko in odlične rejce, ti skrbijo za urejeno krajino. In krava, večkrat vidim kakšen tak skico, piše, krava je najcenejša kosilnica. Tako da jaz spodbujam in močno upam, da bodo ti mladi rejci, ki so bili na študiju zootehnike ali pa na kakšnem drugem študiju kmetijstva, ki drugje,
da bodo dovolj motivirani in da bodo nadaljevali delo na svojih govedarskih kmetijah. Tudi močno upam, da ti moji študentje, nekdani in sedanji, bodo se kot kmetijski svetovalci, strokovnjaki izkazali v smislu tega, da bo slovenskemu kmetu boljše. Ker pomemben je, da imamo odlične kmete, pa pomemben je tudi, da imamo domačo stroko. Ker tujci nam ne bodo prodali svojih znanj zato, da bo nam šlo dobro. Oni bodo pač prodali tisto, kar imajo viška. In je zato pomemben, da imamo mi svojo stroko, ki je zelo dobro usposobljena, ki je odprta in seveda mora biti močno motivirana, tako rejci kot strokovnjaki, pa močno upam, da se bo tudi v politiki in družbi nekako ta klima, ki je zdaj zelo napirana proti govedareji, da bo spremenila tok. In da se obetajo kmeticam boljši časi. Hvala lepa za sodelovanje, predvsem pa veliko takih študentk in študentov, ki bodo potem zastavili vse svoje sile za to, da bo kmetijstvo šlo na bolje. Vse dobro. Hvala lepa.